Spoštovani predsednik Zbora za republiko, dr. Lovro Šturm, spoštovani udeleženci Zbora za republiko, vsi prav lepo pozdravljeni v imenu stranke Avion, v imenu mestne občine Koper, v imenu celotne obale in seveda v mojem imenu. Da smo se danes zbrali tukaj v tako velikem številu, pomeni, da je jasno, da so spremembe v naši državi več kot nujne in pričakovane. Pred 20 leti smo se jasno odločili, da gremo na svojo samostojno pot in ta pot je kapitalizem. Moramo vedeti, da vsi smo za to, da pač živimo v socialni državi, ampak jasno smo se odločili takrat, da nismo več v komunistični državi. To je več kot jasno, ampak danes jaz nimam občutka, da je temu tako. Če hočemo biti danes konkurenčni v tem svetu, kapitalističnem svetu, pač enostavno moramo zastaviti stvari malo drugače. Jasno je, da smo pred problemi, da je naša država v veliki krizi. V veliki krizi je pa zaradi tega, ker ta naša zadnja vlada v 3-letnem mandatu enostavno ni razumela, da je Evropa in en del sveta enostavno v krizi in se ni skladno s tem obnašala, ni znala sprejemati ukrepe, ki bi lahko nam zagotovili boljše življenje. Dejstvo je, da vsaj pol sveta danes ne pozna krize, dejstvo je, da kar nekaj držav v Evropi ne pozna krize, tukaj je Poljska, tukaj je Švica, potem je Velika Britanija, kakšna država na našem severu, pa tudi Nemčija se kar dobro izvlekla iz tega. Naj povem, recimo, nemški model. Nemčija se je zavedala, v kakšni situaciji je Evropa in enostavno je pospešila investicije, ne pa zaustavila vse investicije. In tu je bil problem, ki smo ga naredili pač v naši državi. Naj povem, recimo, problem oziroma na primer naše občine. Naša občina je zelo dobro rasla vsa ta leta, dokler je prišla kriza. Ko je prišla kriza, sem pač zbral vse predsednike krajevnih svetov, predsednike oziroma direktorje vseh komunalnih in ostalih podjetij, gospodarstva, predstavnikov gospodarstva in sem jasno povedal, zdaj pa tako, mi kreditov nimamo, leasingov nimamo, ker smo vse odplačali za nazaj in smo rekli, zdaj vidimo, da je stvar resna, treba se zakreditirati, treba vzeti leasinge, treba graditi, treba pojačati investicije. In pojačali smo investicije eno leto, drugo leto, ampak ljudje Božji, država je pa ustavila vse. In čim je ustavila, enostavno proizvodnje več ni bilo, obrata več ni in kam lahko to pelje? To lahko pelje samo v propad. Propadlo je ogromno podjetij v tem času in še več jih bo, če bo situacija ostala tako, kako je. Jaz upam, da se bojo ljudje pravilno odločili to nedeljo in se bojo odločili za spremembe in bo ta vlada, bomo dobili tako vlado, ki bo razumela situacijo, v kateri smo, znižala drastično davke. Zakaj mora znižati davke? Zaradi tega, ker Slovenija je postala država davčnih utajevalcev. Ampak ne zato, ker bi bilo s temi ljudmi kaj narobe, ampak zato tega, ker so davke enostavno preveliki, v naši državi se ne da zaslužiti. Pol to ni kapitalizem, enostavno mi nismo sposobni konkurirati svetu, kaj šele med nami, kaj šele svetu. Dejstvo je, da se v Sloveniji na normalen način več ne da zaslužiti. Nujna je sprememba, nujno je znižati davke, spravi država mora zahtevati manj procentov za dobiti več denarja. Zakaj ne bi razmišljali tako? Ne, da bi nekako prihodki bili 10 milijard in odhodki 10 milijard in to je tisto, kar se pač vsaka politična opcija do zdaj si želi, to je vrhunec njihovih pač sanj. Dejstvo je, da moramo sanjati o tem, da bi bili stroški nižji, ker naša država je previsoka, da bi prišli na nekih 7 ali pa 8 milijard, ampak prihodki naj bojo do leta 2020 recimo 20 milijard. To je bilo pravilno razmišljanje in kako priti do tega? Zdaj pa najdemo način. Način je v nižjih davkih. Način je v tem, da se odpremo svetu. Mi enostavno smo zaprti, k nam tuji investitorji ne prihajajo, ampak ne investirajo. Jaz povem recimo na konkretno našem primeru, imamo ogromno interesentov iz celega sveta. Recimo, pogledajte samo Kitajska. Kitajska nima krize, Indija nima krize, Brazilija nima krize, Turčija nima krize, pa še marsikdo drugi nima krize. Polni so denarja, radi bi vlagali, ampak moramo vedeti, v kapitalizmu je pač tako, kapital
je pač nujno, kapital se mora oplajati in mora zaslužiti in drugače pač noben ne bo vlagal, vlagali bojo kam drugam. Če hočemo, da ne bo tukaj vlagal in da bomo odpirali nova in nova delovna mesta, kvalitetna delovna mesta, se razume, pa se moramo odpreti tudi navzven. In naj zasluži tisti, ki je bolj sposoben. Zakaj športnikom omogočamo, da grejo naprej, zakaj za športnike razumemo, kaj pomeni njihovi rezultati, kaj pomeni en pokal. Recimo moji otroci vozijo karting, pač oni naredijo vse za tisti pokal. Podjetniku pomeni dodana vrednost, se pravi tisti 1000 evrov, 10 000 evrov, 100 000 evrov in tako naprej. In zato bo marsikateri podjetnik tudi pil tablete, če bo treba, če bo dobro zaslužil, da ne bo spal, da bo še več delal. In mi imamo take podjetnike. In to je tista naša gonilna sila, ki bo zaposlila še in še novih delavcev. In te delavci bo imeli vso možnost, da postanejo počasi privatniki z leti, ker bo dobro zaslužili, ker če jih ne bom jaz plačal dobro, jih bo drugi plačal dobro. To je čista logika. Enostavno, če ne bo obrata, ne bo prihodnosti. Moramo se zavedati, da je treba, država se mora poceniti, država mora biti bolj racionalna. Na Ministrstvu za okolje in prostor 1300-1500 zaposlenih. Jaz kot župan mestne občine Koper nimam pojma, kaj oni tam delajo. Nimam pojma, razen tega, da nas ustavljajo. Enostavno nobena stvar ne gre skozi. Nobena. Na kmetijskem ministrstvu jih 600 do 800, ne vem koliko je zaposlenih. Ne vem koliko, cel kup nekih čudnih agencij so odprli v tem mandatu. Pa ljudje božji, pa kdo bo to plačal? Pa to je nemogoče plačati. Če rabite davčne utajevalce, pa brez da dokazujete, brez da se matrate, ne rabimo niti novega FBI-ja, ne rabimo nič. Greste na škofije, naši občini, na mejo, zjutraj zgodaj in boste videli, koliko žensk gre včes v Trst služiti svoj denar. Ampak, da boste vedeli, to niso kriminalci, to so delovni ljudje, so delovne gospe, delajo od jutra do mraka in zaslužijo kar nekaj. Ta denar enostavno nikjer evidentiran, niti ne more biti, ker ni pavšalov, mi enostavno pavšale ne poznamo, Jugoslavija je poznala pavšale, mi jih ne poznamo. Cela Evropa pozna pavšale. Te boge gospe bi lahko komod prinesle denar, legalno, položile na banko, plačale ta pavšale 10% kakorkoli in bi lepo lahko svojim vnukom ali pa otrokom vzela kredit in kupila kakšno stanovanje, avtomobile, kakorkoli. Danes so te ljudje izbrisani. Dajmo se zbuditi, ljudje božji, to ni prav. Dajmo pobrati tisto, kar je treba pobrati. Ne pa krasti ljudem. To so davki, ki kradi ljudem in ljudje potem nimajo volje. Dohodnina, davek na dohodnino, namesto da bi bil davek 15% in za vse enako, kaznuješ tistega, ki dela več, tistega, ki zasluži več. Sukcesivno si na 50% si praktično, če zaslužiš 2-3 plači. To je nenormalno, pa kdo ti bo plačeval 50%? Potem bomo vsi plačevali normalno strokovnjake, da kako bomo gledali na kakšen način plačevati davke, ki druge. Kaj smo normalni? To treba spremeniti. Rabimo vlado, ki bo to razumela, rabimo vlado, ki bo spremenila, ki nas bo postavila na konkurenčno mesto, tam, kjer si tudi zaslužimo. In rabimo vlado predvsem to, rabimo vlado, ki bo poznala svet, ampak rabimo vlado, ki bo poznala tudi Koper, Maribor, Krško, tukaj tudi župan, Novo mesto, Mursko Soboto, Gorico, pa še kakšen drugi kraj, ne pa samo Ljubljano. In rabimo vlado, ki ne bo delala na tak način. Samo še ta primer moram nujno povedati, kot recimo dela ljubljanski župan, bilo je 9,5 milijonov evrov na razpolago evropskih sredstev in državnih za decentralizacijo športa v Sloveniji, decentralizacijo. Decentralizacija pomeni, da če za kam ta denar ni za Ljubljano, to je decentralizacija. In veste, kaj se je zgodilo? Razpis je bil takšen, pošten seveda, da je vseh 9,5 milijonov evrov končalo v Ljubljani, na Stožicah seveda. Vseh 9,5 milijonov evrov. In vsi naši otroci na periferiji, če lahko, ker pač v Ljubljani je pač to zelo uporabno, na periferiji so ostali brez enega evra. A je to pošteno? A takega predsednika vlade rabimo? Ne rabimo takega predsednika vlade. In razmišljati, še samo to, in razmišljati v današnjem času, dvigni DDV za 1 točko, ljudje božji, 1 točka ni 1%, 1 točka je 5%, ker DDV, če je 20%, če je bil 22, je bilo 10%, če je 21, pomeni 5%, 5% zviša davek danes ob oboženemu narodu. Ker to je konkurenčnost? To ni konkurenčnost. Upamo, da se bo 4. to nedeljo spremenilo vse. Hvala vsem.